Pozdravljeni sončki, nov kolesarski čvek, danes je z mano Petra, ki je lahko vsi v komentarjih vošte vse najboljše. Ja, hvala, ti si je spomnil. Tako da, evo, še moje mene, jaz si še nisem čestitil, zato ker sem hotel kle. Hvala, to si me pa kar presenetil. Noč popravi se za naprej, ker tole je kakršen si zdaj poloma, ne? Madonna, vsi so mi želeli stati taka, ka si, veliko zdravja. Ti pa čist kontra. Ne vem, koga naj poslušam. Bom se probala zboljšati, no. To vsak let reče, pa gre. Ja, kaj pa ne rečem drugega? Isto, kamir se dorečem, vse bom bolj pridna. Isto pač te rečem, vse bom boljša. Ja, noč, ta teden spet smo imeli dogajanje klele na Zihrlovi, 2 runde, izlet, danes bo še v Velti malo povedala. Pa Pruscem ste imeli rajd. Ja, bil je še klubski rajd. Uno ste si že pogledali malo v vlogu, zaključil se je tudi ženski tur v tem cajtu. Lahko komentira spodaj, koliko ljudi vas ga je gledali, pa koliko jim je všeč ta ženska drama, ki Petra je to noro uživala. Ne? Pa nisem sam jaz, tu še kakšen je kle gledal. Ženskega kolesarstva je to, da vse jokajo, pa se pizdijo, pa ne vem kaj, in pol je to še novinari napihnajo in je ta drama najboljš, kar se zgodi v kolesarstvu. No, dobro, to spet ni, ne, najboljš, kar se zgodi. Ampak je pa za gledati, pa je, mislim, da kar zanimiv. No, letos je bilo zelo veliko govora o temu, kakšna je razlika med ženskim pa moškim turom. Glih največ se je poudarjalo tega, ta agresivno dirkanje, 9 dni je samo in vse. In potem je, ja, tudi mogoče malo bolj pestro, več je dogajanja in predvsem tudi velike pacov in takih čudnih pacov. Mogoče, če gledamo moško kolesarjenje, tam padajo, ampak tam, ko padajo, vsi rečemo, ja, groza, res, joj, padli so, ne, ponovadi res neki spodbudilci spadec, pri ženskah je pa ponovadi to ena pogleda nazaj, pa jih pade še 20 levo in desno, ker sploh ni jih bilo blizu nje, ne, tako da pač tukaj je to malo drugače, ampak ja. Zato pa mogoče je to zanimivo za gledati, ne? Ja, zelo. Ja, no? Kaj, tam če pade eden, če v šprintu pade eden per 70 na uro, pa vsi za njemu je logičen, da bodo, a ne vsi padali, ki so tam bili. Če pa pade ena, pa jih potem prije še 20 pade vse okol, to je pa bolj zanimivo za gledati, ne? Valjda, če so vse pogledali, ko je napadla. Ja, no, vse to. Fer pa spabile, ja. Ja, no, ja. Pa bilo je letos nekaj tudi takih dram, mislim, da bi se tudi težko zgodile na moški Velti, ne? Pač ta jeza, ki je ena druga zmaga, pa potem to neko otročje bi lahko temu rekli, ali pa žensko, ne vem kako. Užaljenost, ko svoje naredi, da se potem v bistvu ne znaš skontrolirati in obtožaš vse druge so krivi za tvojo slabši dan, ne? In dejansko jih obtožaš javno in to je tako, pač malo. Bilo tudi zanimivo za gledati. To vsak let, ki je pa una Polin Prevolan zmagala, je bila pa Demi ta glavna, ki je obtožvala, pa ne vem kva, da... No, ampak to, kar je bilo letos, ni bilo nikoli. Vsak let je isti šmoren, sam pač da je druga. Ja. Tako da ženske so čisto vse isto, sam... Čeprav lani ni Demi delala nekih scen, no, je kar priznala, da je bila zandrek, no. Sej lani ni bila Demi v taki pripravljenosti. Rekla, ja, una je bila pa toliko suha, da ni v mejah normale več in da to je treba malo preveriti, ne vem kva tisti. Ja, lani je bila Demi tudi res mogoče malo, jo je bilo več skrb, kakor letos, ne. Ma se mene čisto. Ampak dobro, ja, se nima veze. Pač pritožuje se vsaka kaj druga. Bil je ženski tur in mene čisto ok za pogled. Ja, fenomenalno za pogled. Tudi trase so lepe in se jih da gledati. Je pa sej se. Ja. Tako da, bolj je bila prejšnji teden druga afera, ki je spremljala kolesarstvo svetovno. Pač je ta nesreča na dirki po Portugalskem. Ja. Sicer kle tudi v bistvu se nimava kaj za komentirati, ampak tako vsi vejo, vsi, ki spremljajo kolesarstvo, pač vejo, da se je zgodila pač nesreča z smrtnim izidom na dirki najvišjega nivoja, ne. Tako da
kako bojo to na koncu odločali, kdo kaj, tukaj so neke krivde, bodo verjetno, ampak to je zdaj vse malo čuden zaenkrat. Ja, to jaz, če sem čist fair, si nisem nič pogledal razen tega, kar se vidi na družbenih, tako da kaj več, kot to ne mora komentirati. Jaz sem prebrala te in press release in vse in tudi nekako še vedno nikjer ni nekega zaključka, kaj kdo kriv je pač ta voznik še vedno v prvi vrsti, ker nekje on je mislil, da je konc dirke, ker je bil ta fant čist na repu in je zapeljal v nasprotno smer in ga je nabil. Ampak še vedno mislim, da na taki dirki ne more biti po 5 sekundah cesta prosta, kot pele, tudi če bi mislili, glik zaradi takih stvari, ker nikoli ne veš, kje je še kdo odzadaj, tako da kako se je ta znajdu na sami trasi, znajdu se je, samo zakaj se je znajdu, je pa druga stvar, ne. Kako, pa zakaj, se pravi, da je lahko prišel do trase, a ne. Do ceste, kjer je šla trasa. Kdo je pa to odgovoren, pa vsi vemo. Je vsem jasen, kar si zdaj povedala, jasem. Ne bomo prišli do zaključka. Ne, seveda ne, to bojo že drugi za to odločali. Je pa tragično. Club Ride je bil drugi, spet se nas je nabral, zdaj nas je bilo slabih 20, mislim, da 18 vse skup. Malo smo še posneli, posikali, videa je še nisem zmontiral, tako da v kratkem, malo pa bom na konc leta kaj zmontiral, ker zdaj ne upam obljubiti. Naslednji teden bo prišel ven tudi video, zdaj ne vem, bom dal od fantov, a bo tvoj prišel ven iz Francije v četrtek. Imaš krdel s tem, ja. Ja, ker mene od petka do naslednjega vikenda me ni, tako da kadar mačke ni doma, miši plešejo, kaj bomo mi delali, zdaj kot tebe nav. Tako da tisti, ki bi prišli radi kaj v šop sprobati, se oglasite zdaj v tem tednu, ker pol naslednji teden me ni in bo Petra tukaj, pa nočem, da ste slabe vole, tako da probite priti zdaj. No, če boste kaj prišli probat, pa da mi bo Anže lepo prej kaj javil, zakaj se gre, bomo vse zrihtali. Nekaj drugače bo kva? Ja, točno to. Kaj pa jaz vem, kva hoče človek probat, če mi še doskrat te, ki pridejo, ki jih ti pošiljaš, sploh ne vejo, kaj hočejo kle imeti. In kako ne jaz vem, kaj on hoče imeti. Vsi so žični, kad tebe vidijo. Ja, prišel sem probat dres. Ja, dres. Ne vem, že ima klele dresov celo goro, pa vsi so krasni. No, okay. Mislim, lahko bom pa odprla, pa, če pa še kaj prodam ekstra, kar ti nisi, se pa zmenila za kakšen bonus. Prodajala 300 €. Skratka, Club Ride je bil ful v redu, Miran je bil danes zjutraj tudi kle, boste ga videli v vlogu v četrtek. Je pripeljal Bike Mercedu za pogledat, pa še neka druga stvar. Kar se tiče Club Rida, Dolenjska, ful lepa, klanc, ki smo ga odpeljali, koliko je bil dolg? 22 km? Ne. Ja. Tam, ko se je začel, se je bil položen, se ni bil dolg, ampak ne, pa ni bilo 12, mislim, da. Ne. Mislim, da je bil full dolg klanc. Sam je tako, 3% 4 je bil average. Ko se še malo poravna, pa spusti, pa gor gre. No, se nima veze. Skratka, nek lep klanc dolg, da sem se pol spustili direkt v Litijo, jaz sem že pozabil, ko se mu reče. Iz Radeč smo šli na tisti, ki se tizga konca, Preska? Je bila Preska? Velika možno. Preska, nekaj tako, ne? Velika možno. Preska. Ja. Jaz se tudi nisem klepala še nikoli. Potem se dole spustiš direkt v Litijo ali bi šel pa tam vmeš nekje levo, pa bi prišel nazaj v bistvu lahko, že prej, ne v Trebne. Na tem spustu si šel desno v Litijo, levo šel pa spet v Trebne lahko. Okay. Tako da ja, meni je bil tudi, tista trasa je bila krasna, cela. Vse to sem tudi že povedala. Čeprav tudi ta vikend, to, ko smo šli, bilo meni tudi ful lepo. Ja, ful je bilo lepo, je pa res, da je svoje naredili to, da ogromno ljudi na dopustu, praznik je bil še zraven in so bile ful prazne ceste, tudi tam, kjer mogoče drugače niso, ne. Že tudi kle, ko smo se vozili po Dolenjki praktično, že ni bilo, že če Šmarje, Sapski klanc, jaz ne vem, če šel kakšen avto mimo, ali pa nasprot, meni se ni bilo benga. Ja, in čez Grosuplje so bile, ko bi izumrle, kada je cel Grosuplje kar kolektivni dopust, da imajo. Pa se je Grosuplje Ma so dobro, no, če greš sredi tedna. Hecam se Grosupeljčani, no, te zamerano. Ne, če greš sredi tedna čez Grosuplje, zna biti še bolj nabitka Ljubljana, ne, ker tam je veliko ljudi sploh, ki hodijo ta del služba Ljubljano in se kar nabere.
Pa naprej pa sploh, se mi zdi, bolj, ko smo šli stran od Ljubljane, še manj in na koncu tudi ta del res krasen. No. Tudi tle ni bilo nobenega avta na Krko, nobenega avta, nikjer nič. Se mi zdi, da največ je bilo tam pol na uni cesti do Ivančne. Ja, ta cesta Muljava Ivančna, čeprav smo šli smo šli po kolesarski. Smo šli tako po kolesarski. Ne, glih del malo, ko smo bili tam. Prej. Ja, tam tisti del, mi so pa itak, ne vem zakaj, so ta del, ko se pelamo iz Krke proti Muljavi, vedno tako nestrpni tam šoferji, malo je klančka, malo je navzgor, tam se glih mi ne moramo pelati hiter in tam so pa čist vedno. Tam je res na tej cesti, pa jaz ne vem, iz kje tam pridejo z tistih, ne vem, iz kje tam pridejo ljudje, ker tam se čist vedno trobijo. Žuženberg. Ja, ne vem. Ali pa z tistih kakšnih čudnih vasi, ki so nedosegljive civilizaciji. Skratka, klanc je bil meni ful v redu, pa ki hočete trenirati. Je res tak, zelo lep krog se da narediti, da greš, se pravi, Ivančna, Metnaj, dol, Trebalev, pa bi šel pa lahko na Mali vrh, pa greš dol, pa greš lahko še pol na Pance, če bi hotel. Lahko se pa že iz Malega vrha v bistvu greš levo, sicer je malo makadama, pa prideš direkt v Višnjo goro, imaš tam spet male ravnine in imaš pol spet ta iz Višnje gore pač do Ivančne in greš lahko spet v krog in tisti, ki ste natrenirani, ki morate toliko pa toliko intervalov, sploh teh krajših narediti, je to idealno. Pač meni je bilo tam včasih, mi je bilo ful dobro, zdaj nisem toliko navožen, da bi se prav neki vozil tako, ampak tisti, ki pa trenirate, mi je pa zelo dober krog. Še Žiga je rekel, da ni šunkol. Kjer Žiga? Je Humun. Ja, vem, sem mi čutil, kako da on tega klanca ne pozna tam doma. Mislim, jaz sem ga poznala v kontrasmeri, v bistvu iz obeh smeri lep. Bi zelo rekla, za sam trening je z te strani lepši, ko smo šli mi, ker iz une strani je bolj staram. Ko se tu z te strani 10 plus je na enih koncih. Se je, veča se, ne, začne se zelo lepo, pa se mu pa stopnjuje, ampak ima stopničke, tako da lahko, ko z une strani pa kar preteguje ves čas, no, je kar konkreten. Se spust je tak, da je treba kar merkati, ker brzino dobiš ful hiter. Tako da mogoče z vidika spusta je na to stran lepši, ko smo šli, z vidika tudi, kakor gre. Je pa z une strani kontra, če bi šli, je pa praktično ves čas v senci klanc. Tako da tudi za takle čas, tam si ves čas v senci gor, da se pravi, sva šla tako, pa greš prej na Trebelev, pa potem se dol spustiš. Tako da v obeh smerih se da sam za mene, a ne, ko imam jaz te, ko praviš moje male vatke, za mene je v bistvu za sam trening že prestaram tak klanc. Ja, meni je bil v redu. Za tiste, ki imajo pa moč, ki imajo visoke vate, ki imajo pač že imate po kilaži vas je več in lahko pol že više vate vrtiš, moraš više vate vrteti, če hočeš nekaj narediti, je pa pol mogoče tudi tak klanc v redu, ne vem. Ja, jaz sem v bistvu včasih hodil tako, da sem šel tam pri Kapelci že levo, da sem šel v gost reka, pa da sem se tam pol dol spustil. Je malo krajš, pa prideš pol direkt po Trebalev, že v bistvu na začetku klanca. Vmes bi šli lahko tako oboljno tablo bi šli. Tako da je bil meni, pač tam sem se vozil in... Sam tam je tudi spet staren gor klanc nazaj gor. Ni, tam na koncu od Kapelce naprej je čisto v redu. Ne vem pa, kako je, če greš iz Trebalevga dol, pa pol tja. Ker ga nisem nikoli v to smer, oziroma enkrat sem šel. No, nima veze. Skratka, poglejte si na Stravi, tiska hoče, kaj z dolenskega konca pa še ni šel, zelo lep krog se da narediti in kar neki višincev se nabere. Pa Trebalev je pa itak z Litijske strani meni po moje en izmed najlepših klancov za trenirati. To pa definitivno. Iz obeh strani je dober za vse. Lahko se gor pa dol voziš sam po njemu. Tako da to je to, mi smo imeli pol v nedeljo, smo imeli še klubski rajd, smo šli spet lepo do Gradec Strmol, naredili smo 100 kilometrčkov in je bilo lušten, pa smo se še kle ustavili, smo še kle spili 2 runde in je bilo vrhunsko, dobili smo še enega novega člana. Tako da, je bilo to, nas je bilo koliko, 7 nas je bilo zdaj, tako da je bilo tudi čist lušten. Tam je bilo kar nekaj kolesarjev tudi, tako da,
Tudi ta vikend v nedeljo, ki te ni, ne, če lahko predajaš to, bo podpredsednica jih pelala glihtko lahko na sedva, zaradi mene gremo lahko tudi na grad Strmol, ali pa kamor bojo. Ta vikend greste na Podpeško. Aha, no, evo, gremo na Podpeško, odlično. Tako da tisti, ki ste v klubu, boste tako v WhatsAppu zvedeli, kdaj se dobite, bo Petra poslala en voice, tako da te še tam poslušali. Se ti lahko voice pošiljaš še vedno noter? Ne, jaz bom takrat že na dopustu, bom se vozil z enim gospodičem tam, ki me bo gnal toliko, da bom jaz glih crknil. Pa že še zdaj pretreniral, zdaj je konc, zdaj letape pol čez 14 dni, da se Ta teden imam na easy, naslednji teden imam še na hard, pa grem pa spet malo bolj na easy. Si pa je pa letap? Ja, sej. Ja. Ma sej to, meni je tako vse. Zdaj si malo naber te dolge, a veš, da si lahko dolg časa malo bolj na visoki intenzivnosti, kad ti tvoji šprintki, to ti v letapu nič ne pomagali. Pa sej, tam se moraš kar voziti, pa klanc odpeljati, pa tako. Meni je tako vse. Nič vse en, sme ti biti vse en. Ne mora biti biti vse en. Zraven, tako da mi je čisto vse en. Ja, tako da tisti, ki greste na letap, zdaj koliko še, ta teden imate še malo bolj oren, klo še naslednji teden, pa počas treba bolj na easy si ga vzeti. Tako da, evo, na svet velikih mojstrov. Jaz se še završič prej pripravljam. Joj. Tako da gremo tudi na Vršič, tudi kar nekaj nas gre. Koliko si imela cajt ti prej na Vršič? Ta najboljš? A misliš na dirki? Ja. Mislim, da 54 minut. To si ga spinarila to imela? Ja. Kjerega leta je bilo to? Davnega. A je bilo že dolg nazaj? Mislim, dolg, po mojem 10 let, slabih. A ja, okej. Ne vem, nimam nobenih nekih norih. Da šla kaj staviti, pa to ne bom rejti. Pa ne, ker ti sploh ne znam povedati, kaj bi sploh pričakovala v bistvu. Se ti že jaz povem, da zankurac in to je to. Ma ni zankurac. Letos moram reči, da imam neko pač očitno krizo na dirkah ali kva je s tem kva, ker številke glih zdajle smo delali nov test, sem za 20 vatov dvigal na FTP in mislim, da bi se mogla tako na klance, sej pač tist kuma, ker sem ga letos pelala kot prvi vzpon, sem ga zelo dober, v bistvu nad pričakovanji odpelala, ampak vse pol naprej je bilo pa porazno. Nekako skozi krivim to vročino, ampak mogoče pa res vse bolj sam tako v glavi, sploh ni sam vročina kriva. Pa ne, ti moraš dosegati, zdaj, ko imaš ta kolo 20 vatov višji FTP, da imaš iste cajte, kakor si jih imela prej. Ni res, imam tudi ful dobrih časov, tako da imam ful PR-jev tudi narejenih. Tako da tale klanc, ki si ga omenil, ki smo ga pelali prejšnji vikend na Dolenjski, ta dolg klanc, ki smo ga vozili iz Radeč na Presko, sem imela drugo mesto med ženskami. A res? Ja. Če ne bi tam gledala tebe nazaj, kje si, pa čakala, da boš prišel, bi bila še hitrejš, bi bila lahko še boljš. Bi mogoče imela lahko kom. Šla enkrat ga odpeljati. Tako da je to kar oren klanca in eno uren skoraj je bil vse skupaj. Tako da mogoče da ima res pol tok. Ja? Ne vem. Je bil kar dolg klanc. Mene dva klanca, jaz nisem vedela, da sta dva klanca, v bistvu, da on dva klanca meri in sem mislila, da ima samo 8 km klanc, ki mi je kazal najprej Garmin, nisem pa pogledala, kdaj je naslednji. In v bistvu je on dva klanca sta bila do vrha po Garminu. Tisto ravnino vmes ni štel, in se je pol spet začel klanc in jaz tako, kje, konc ga mora že biti, pa sem rekla, že gremo naprej, kaj ćemo do konca. Če sem dobra. Ja. Zato tam, ko sem se od vas odklopila, mi je bilo malo premalo, sem si rekla, ajde, teh slabih 8 km bom že šla, pa jih je bilo pa kar naenkrat, da vem sploh koliko več, pa nisem več sploh gledala. Nisi odklopila, bila si par 10 metrov pred nami cel cajt in to je to. Vas ni bilo nikjer, ko sem jaz nazaj pogledala. Vas ni bilo nikjer. Za mano, v bistvu jaz sem še dva prehitela. Zato sem vas pol tako ujela, ko mi guma počela, sem vas prazno gumo. Ti imaš čas na ta klan 16 minut za mano, drugače. Zdaj, ko si gumo vmes še mogo menati. Ja. Zdaj sicer ne vem, če 16 minut gumo menaš. Ja. Sam ne vem, kva delaš 16 minut. Že med tem časom že servis se naredi. Če sem te ujel, ma se njo vezi. Kva si me ujel? Ja, Ponteli je bil s tabo.
Ni res. Ja, no, okay, nima veze. To je ženska Blentova in takrat ni nič več videla zvezde. Ok, se nima veze. Čakaj, ok, predelala sva vse, a imava zdaj še kakšen, še kaj v tem tednu? Bil je Arctic Race, portugalski, Češka, pač dogajalo se je kar dost, jaz moram reči, da sem highlights malo gledal, tako da pogledajte si na YouTube, imate vse, če koga zanima jaz kakšne posebnosti ali pa v kakšnih novih izdelkih, zdajle nisem zasledil. Lahko vam povem to, da od Niša vsi ta novi okvirji so že prilagojeni na Shimano za naslednje let, tako da tisti, ki naročate nove okvirje zdaj pri Nišu, bojo pač že narejeni že za ta nov Shimano tudi, tako da ja, to je nekaj, kar sem zvedel. Ta novi obroči njihovi bodo prišli oktobra, to vam že tudi lahko povem, bojo 1200 gramov težki, 55 bo višina, notranja bo 25 mm, zunanja pa 32, pa 2 špic bo imel. A pa karbonske špice? Pa keramične lažaje. Ja, po moje karbonske. Ja, se zdaj grejo. Če je taka teža, po večini grejo vsi na karbonske, razen pač Princeton ni šel, pa mislim, da Enve tudi ne. Ne, nimajo. Ja. Mislim, edin, če imajo kakšno, da bi imeli modele, ampak saj te vsi, ki dirkajo, so vsi na pač aluminijastih špicah. Ne. Kdo vsi, ki dirkajo? Ja, tisti, ki imajo dirke, se pravi obroči za dirkat. Kjer pa kdo pa ima na... Se veš, koliko ima že karbonske špice? Kje? Ja, Giant, Trek, Shimano, Tanov. Ja, pa jih imajo oni gor, ko vozijo. Ja. Ja, meni se nisem noben... No, baba, to bomo nič malo ne ve. pogledali še to. Dobar, je nič, kva greva na Velto, greva najprej na govorice o gospodiču Rogliču. Ja, so vsak dan drugačne. Zdaj bo nastopil, ne? Sicer to smo pričakovali, da bo šel v vsakem primeru, tudi če ga je avto na gazu takrat. Zdaj sicer je novica ta zadnja, da ne bi šel na skupno, ampak da bo kao lovil etape. Bomo videli pač, kako bo. Pa za naslednje let, da naj bi zdaj podpisal ta zadnje, ta najbolj vroče so, da z Inter ima še Loto. Ja. In kaj se ti zdi v tem? Ne vem, zdaj ta Vuelta je bilo to bolj vse skupaj reklamno, da bilo zato to govora, ja ne, da se pol mogoče vse skupaj bolj kaj prodaja zraven, in zato, ker je bil enostavno, tako kot pač prvi vtis je bil, da ni bilo nekih hujših poškodb, potem vmes je bilo ful že vse, da ne bo šel na Vuelto, ne vem. Mene je okrog Rogliča letos vse tako, ne vem, kako bi rekla drugače, čudno. Se zdaj me bojo vsi te rogličisti popluvali, ampak enostavno se ful skozi, glede na to, da zelo malo po en stran voz, a ne, se pa ful še vedno okoli ene drame okoli njega dogaja. Jaz ne vem, on ima res prav to očitno na sebi prelepljen na hrbtu to znako, ampak enostavno se skozi nekaj dogaja okoli njega, ne glede na to kaj, in zdaj jasno najbolj aktualno je to, kaj Bora dala izjavo, da ga več drug let ne bo pri njih, in zdaj se ugiba vsak teden je že v vseh ekipi, bil je v UAE, bil je že v Bahreinu, bil je že v Ineosu, v Movistarju, pa zdaj je v Kutri še spet z nekimi ne vem kakšnimi ponudbami milijonskimi, zdaj je v Intermarcheju. Ne vem, meni bi bilo mogoče še od vsega tega najbolj logična pa normalna glih Intermarché neka odločitev, ker jaz sem rekel, da on mora iti v neko ekipo, ki nima nobenega to, kar si nekje on želi po vsem temu, kar saj se meni zdi. Ker on si še vedno želi biti kapetan, še vedno si želi imeti neko odgovornost, še vedno želi biti lider v določenih dirkah. Mislim, da ne bo pristal na to, da bo pomočnik, saj tako je do zdaj kazal, ne vem, lahko pa, da se bojo kaj dogovorili, za denar si mogoče pomočnik na konc, ne vem. In glede na vse tako, kako kaže, kaj bi bila njegova želja, da še počne v kolesarjenju, a ne? Tako, kot je bil mogoče tudi Valverde do zadnjega, imel je še vedno nek vpliv, še vedno je lahko šel na GC-je do zadnjega, na določenih manjših dirkah je to zmagoval še vedno, tudi kakšno etapo je bil zelo blizu.
Mislim, da ima zelo tako željo in pa bi bilo najbolj logično, da je to neka ekipa, ki nima trenutno liderja, ki nima nekoga, ki je toliko izpostavljen, lahko ima mogoče šprinterja, nima pa pač nekoga, ki gre lahko na neke GC-je ali pa etapne zmage. Tako da, mogoče Intermarché niti ni taka napačna smer. Vse ostalo bi bilo mogoče malo od vsega, kar se je prej našteval, malo nerealno. Ne? Sicer tudi Bahrain, glede na to, da je zelo slovenska ekipa, ne bi bila taka čist, da bi šlo rekel, to je pa kar za odpisati, tam so tudi sami nekako skozi potrjevali, da ga nakazovali, da ga ne bo v njihovih vrstah. Ne? Ja, sem tam so rekli, da zaradi denarja in pol, če je zaradi denarja, pol tudi Intermarché Lotto ni nekako neka logična izbira, ker oni tudi nimajo prav veliko denarja. Se pravi, da bolj Bahrain so imeli verjetno druge, nisem od denarja bil pač uraden izgovor, ampak mislim, da kaj drugega imajo verjetno niti Mislim, da so dali izjavo, da pač je ja, dali so finančno. izjavo uradno, ampak mislim, da pa tudi tam malo Bahrain, kar poznamo, no, ne vem, če so glih jim v interesu Mitrogliča, ampak ja. Zgobo, ne? Ja, ne vem. Če so že tako na pol Pa Slovenci. ne bi kle preveč o temu. To so bolj, ne bi. Okay. Tako, imam bolj, bi prej rekla, pa bi bilo prej Q365 varianta, ampak. Ja, meni je tudi tako, Ineos pa Q365, za Ineos vem, da se je že zanimal takrat zelo oran, kaj pol mislim, da v drugo podpisu ali v tretje že z Vizmo pol so ga hoteli imeti. Tako da ja, Pinarello pač vem, da bi bilo, ne vem, meni osebno bi bilo to mogoče še najbolj, da zaključi na enemu fajn biciklu. Da vsaj videl, ja. Tako da ja, iz tega vidika bi mi bilo ful dobro, ker sram itak že zdaj voz. Tako da ja, mogoče ta bi mi bila vsaj meni še najbolj zanimiva. Pa ja, ne vem, vse ostale, ne vem, ta Intermarché se govori, da v bistvu bolj ne zaradi točk, da bi ga vzeli, zato ker drugač bojo oni izgubili licenco, ne? In ne bojo ta več... Intermarché se vedno fajta za te točke vsako sezono, tako da... Ja. In ja, zdaj so, ja, ne bi šli oni stran, tako da bomo videli, kaj se je zgodilo, ampak ja, to je ena izmed teh novičk. Ja, to mislim, da dokler ne bo podpisan, toliko časa ne bomo vedeli nič. Mislim, so vse skupaj ena ugibanja, saj tako mi, navadni smrtniki. Mogoče, da kdo, ki je bližji mu, pa bolj strokoven, da ima več. Ampak jaz mislim, da nobeden tukaj, vsi lahko samo ugibamo, kar se tega tiče, do zadnjega. Tako je večina stvari bolj pri njemu. Ja. Tudi kle bomo čakali. Tako da je pa je ta Vuelta letos itak spet v znamenju Pogačarja, tako da zdaj trenutno, jaz, ko sem na zadnje gledala štartno listo, se mi niti ni zdel, da bi dejansko sploh lahko imel neko noro konkurenco, saj v GC-ju, no. Pa se to en, kjer nima, tudi tam, ko pridejo vsi te glavni. Dobar, ampak na Turu smo še vedno do zadnj, dokler se ni vse skupaj začeli, smo rekli, ajde se bosta pa z Jonasom vsaj na kakšni etapi dejala, pa tako. Zdaj pa kle niti to neki glih ne vidim, kdo bi sploh lahko bil tisk, ki bi se dejal z njemu lahko. Saj, ja, videla sem tudi Carapaz, da gre, ampak Carapaz je tudi na Turu letos veliko dal od sebe, tako da bo verjetno tudi šel bolj po etapne zmage, kakor kaj drugega. Bo pa potem ratu letos verjetno tak fajt za etapne zmage, da bojo na koncu spet kot Tur ratali, da se bo vse dirkalo od začetka do konca na polno in bo spet verjetno kar zanimiv za gledati, ker pač tako je, to so tudi že bile izjave med Turom in po Turu določenih kolesarjev in pa ekip, da dejansko so šli vsi bolj samo na etapne zmage in zaradi tega so potem tudi ratale etape toliko težke, ne? Ker so se vsaka ekipa posebej ves čas borila tiste etape, ki so imele možnost bega in zato je bilo toliko težji. To je tudi bila izjava v končni fazi Pogačarja, da je bil Tur težek zaradi tega, ker je veliko ekip ves čas organizirali bege. Ne? In taka predvidevam, da bo tudi Vuelta, no. Ja, to je lahko ena razlaga, druga razlaga, ki je pa dosti bolj tudi nekako logična, je pa to, da so bile etape na Turu tako narejene že v prvem tednu, da če si hotel, si lahko že neko prednost si prgaral.
in je pač UAE naredil težko dirko. In zato, ker so oni naredili težko dirko, je bila pisana na kožo Pogačarju in je Pogačar tako lahko pač že vsem dal kar neki lufta. In zato, da je pol zadnji teden Balkane si vzel kot trening teden. In jaz mislim, da bo tudi zdaj na Vuelti, glede na to, da vemo, kaj ga še čaka pol na konc sezone, bo po moje mogel rasturati v prvem tednu tako full gas, ker si more pol Balkane, če bo v tretjem tednu mogel dirkati na polno, pol mislim, da je svetovno lahko tako malo pod vprašajem, ker svetovno ni toliko pisan na kožo mu letos, kakor mu je bil prejšnje 2 leti. In se lahko tudi kakšni, ki niso toliko močni, se pravi climberji, še vedno zmagajo, se pravi Ala Pedersen, Wout in še kakšen drug. Tako da jaz mislim, da bo prvi teden tak rastur naredil, da bo pol 2 tedna Balkane kontroliral in bo tudi kakšni ubežniki pa to dubal, ampak prvi teden bo pa po moje šlo v smrt. Ja, najbrž imaš kar prav, ker se treba pol še šparati malo do svetovnega in mislim, še evropskega. In tako če je on tako dober, kukor pač vsi vemo, da je, se po rezultatih po vsemu, pol je nekako ta razmišljanje logičen, se to ni na mojem zelniku zrasalo. Sej pa plus tega, da se mu ni treba nobenega toliko bat, pol v drugih 2 tednih je to bi bilo mogoče. Zdaj, če greva čez teh par, ki je kao še favoritov, rečemo za top 3 mesta, zdaj pri Bahrajnu je Buitrago, pol je pri Decathlonu je Felix Gal, ki je bil drugi pač na Giru, pa imamo Carapaza iz EF-a, Ineos ima Onlija pa Rodriguez, čeprav Rodriguez letos ne vem, koliko je pokazal, Grupama ima Gil Martin, pol je Lidl je Skelmoze, pa Pedersen je logičen za zeleno majico, pol pa imamo Enrik Masa od Movistarja, pa Rogliča klele pri Bori, pa pri Bori, ne vem, a gre Pellizzari, a gre še en drug. Ja, glede na to, koga sem videla v Livinju na pripravah, bi rekla, da Pellizzari najverjetneje, da bo. Okay. Bil je tudi Martinez zraven. Ja. Zdaj, trenutno jih je 5 napisanih, pa še ni. To je že kar nekaj časa takle razpored, tako da najverjetneje ga bomo tam v sredo, četrtek videli malo bolj popolnega na teh prostacov. Telih, kaj sem, Prvizmi, ne vem, aj Nordhagen, aj Tulet, ne vem. Ja, Vizma je zelo tak. Mislim, da bojo šli bolj zmage loviti, kar pa karkoli skupno, mogoče ne vem, za 2., 3. mesec, ne vidim glih, da bi bili lahko drugi, mogoče 3. pa. Tako da, ne vem, Balkane. Ja, sej točno tako, kot zdaj naštevaš, Balkane, nimaš. Mislim, da bojo ta mesta od drugega nazaj zelo taka, mogoče zelo kakšna imena, ki jih sploh prvič bomo slišali pa videli. Predvsem, če še kakšen crash, če kaj nepredvidenega se zgodi. Se hitro te razlike lahko naredijo velike. Ampak tle na Vuelti, če vidimo, kako je šel Giro, ki je bil Jonas pripravljen, pa jih je nagonil kar dober, pa vsi vemo, koliko je bil Pogačar pred Jonasom. Pol trenutno jaz pač tle ne vidim, da bi kdorkoli Gal je zelo spreman, tudi Gal je dizel, Gal je tako ki mi gre na kurat Švaba pri Red Bullu, ko je že tata glaven, ki je odstopil na turu. Lipovic, ja, no, to sta isti stil, ta je Gal mogoče malo boljša. Sta oba Nemca, mogoče sta ti zato tako. Ne, ta je Avstric. A Gal je Avstric, dober. Vse isti kurac. Ja. No, skratka. Se za Hitlera se odgovori, da je Nemc pa Avstric. Ne. To si zdaj prišla. Pač te
ne vem, zakaj res v kolesarstvu nekako te dve države mi kar nekam, ne vem, pa so imeli ful dobre kolesarje, Nemci sicer res, da so bili dost nakokani, ampak ja, dobro, druga zgodba. Tako da ja, to je to, po moje bo kar fajt za zeleno majico med Pedersenom pa Van Aertom. Ne vem, imaš ti še kakšno, kjer bi bil tak malo bolj oren fajt? Ne, si naštel vse, kakor si zelo isto sem gledala, ker je še štartna lista še vedno ista, kakor je bilo, kar je napisanga, tako da nimam kle, kar se tiče samih nastopajočih, kaj dost drugače za reči. Bo pa, všeč mi je pa zanimiv bo verjetno, ker se v Monaku začne, ker je domače mesto Pogačarja, Rogliča in verjetno še marsikoga drugega iz tamle, tako da bo to tudi bojo lahko na domačem dvorišču štartali. Bo tudi zanimiv, sicer ta prolog je en zelo kratek, prvi dan. Bojo vozili se kaj po dirkališču od Monte Carlo. 10 km dolg, piči miško. To je ravno vse. Ja. Je en tak. Pa to se bojo prav vozili po temi tuneli, ali kaj, neko vinkast pa to, ampak ja, se tam je sami v vinki. A to se bojo prav pod temi tuneli vozila, kaj veš? Je tako, kaj je GP. Aha, prav po GP trasi. Aha, no se je z GP trase ne poznam, sem se pa vozila pod temi tuneli, tako da je tam kar tako, meni tako kolesarsko, a ni neki se že vozil s kolesi od spota, ni neki že bilo. Enkrat je šlo neki od spot. V glavnem ni nič prijetno se s kolesom voziti, če bo bilo to na tej trasi, ker je cesta, saj meni tako deluje zelo gladka vse skupaj in ni nekako mi za specialko je kar zate. Ja, dobro. Zate verjamem. Zame itak je vse težko. Kar ni normalno. Ta druga je taka trasa ala, ne vem, Lieša pa neki zelo gore dole. Tako da tukaj se že govori, da bo spopad med Pedersenom pa Van Aertom, tako da ta druga bo definitivno že zanimiva. Ta tretja, ne vem, kva čem reči, ampak tudi, ker sem poslušal iz tujine, jaz skle ne vidim, da bi bil neka razlika se med ta top kolesarji naredila. Mogoče se bo, ampak ker je prešvoh vzpon, so sicer ful dolg vzpon, ampak bi so sestavljeni iz dveh, ampak je cirka 5%, tako da kle bomo videli, kva bo. Imamo ta tretjo, ki je sicer 3000... Četrto, no, ki je sicer 3000 višincev, pa so 3 prve kategorije, pa en tretje, ampak je spet, pač niso toliko strmi vzponi, da bi, ne vem, mogoče, saj do ta, ki je pred ciljem je 7%, 9,9, ampak je pol še 30 km do konca, tako da, ja. Če bi hotel, bi se že dal kakšne razlike. Tako da bo 30 km pa 40 km solo Pogačar odpeljal, glede na to, da je sam gor dol, zna biti pol tale. Ta četrta, to pomeni, kaj 25. smo, kjerga? Kaj je to za en datum? 25. kaj? To je 25.8. 25.8. kvat? Ja, to je tork. Ja. Tako da v tork naslednji teden, se pravi danes teden, ko vi to gledate, zna biti ta prva za J, ker je, koliko je to, 40 km do konca, dobrih se zaključ vzpon, ki je 6,5 km, pa dobrih 8% povprečen, pol gre dol, pa takoj gor na 10 km 7% povprečje, pol se pa spet spuščajo dolg cajta, pa je še 4 km slabe 5,6%. Tako da, ja. Pol imamo 5. etapo, se pravi v sredo, ki naj bi bil šprint po vsej logiki, če no spet Pedersen pa Van Aert kaj hotla rasturati. Pol je pa tale 6. etapa 27. Tako da to je pa v četrtek pola, ne? Ja, četrtek. To je pa taka zelo zanimiva
ko sem poslušal GCN, so rekli, da jim ni jasen, kako bo klešla karavana čez, ker je baje to koska cesta, pa makadamski odsek je, pa zelo strmo je. To je to. In Pa se da navšla karavana, veš. Se to včasih naredijo karavano en čas, pa jo pa preusmerijo, da ne pride do cilja. Tudi to se je zgodilo. Ja, sem to je še kar nekaj do cilja. Ja, ne vem, kjer klanc pa je to? Ja, zadan. Zadan, ja, se vidim. Ja, pač bo šla okoli klanca. Ja, polje, ko pridejo na vrh, gore še koliko, 20 km. Mi smo že bili enkrat nekje na enem turu, na eni dirki, ki ni do vrha klanca prišel karavana. No. Tako da je to vse možno. In baje, da kle je tudi kar sicer po vsej verjetnosti za Velto bojo to še zrihtali, ampak takrat, ko so oni to snemali, je bilo kar neki lukenj itd. In ja, pač tam logično. Že v Sloveniji vemo, da če pride kakšna nevihta, so zelo hiter luknje na cesti, tako da jaz mislim, da bojo to zadnji teden šele zrihtali to cesto in da bo pol kar lepo. Je pa vprašanje, koliko bo ta makadam pol, ko bojo zrihtali, koliko bo trtane. Se pravi, da nov pol pa ja, kaj mehko in v tok staren klanc bo kar hudič to pol voziti, tako da boš mogel biti še dosti močnejši, kakor si. Ja, pa je to kakšen makadam, ki se ga drugače tudi voz, že je bilo? Ne, prvič je ta klanc. Ja. Tako da, lej. Verjetno ga že rihtajo že prej, ne samo zadnji dan. Mislim lahko, da ga, ampak ja, no, lej. Pol je spet neka, ne vem, meni taka trasa, ki deluje zelo zahtevna, ampak po vsej verjetnosti za profije bo malo manj, tako da kle kakšna obežna skupina. Zdaj si na kjeri? 7. etapa, 28.8. Se pravi, to je petek. Meni pa tako težka zgleda. Mislim, načeloma procenti na klance niso toliko. Zgleda težka, ampak procenti na klance niso toliko visoki. Tako da zaradi tega ponavadi se je doskrat tam pokazali, da pač ja, pride večja skupina skupaj. Zadnji vzpon je 6 km, pa ne, 10 km pa 6% vzpon. Tako da, ne vem. Je pa 3600 višincev. Ja. Ja, se pravi, da meni tako kar taka, no. Ja, sem tudi, ne vem, doskrat se je pokazalo, da so te pol bile bolj za Pedersen, Van Aert, za neke take, ali pa Carapaz, če bo kaj hotel, kukar pa za... Ja. Ne, bomo videli, ampak, ja. Meni je z unim makadamom definitivno zna popestriti. Ja, tisto bo, pa glede na to, da smo videli, da Pogačar ful trenira makadam tudi, tako mislim, da... Ja, pol je 9.30, se pravi, tam pa več kot 20 km vzpona. To je v nedeljo, so jo sicer dal, in to je pa zadnji vzpon 22 km pa 5,8. Ne vem, kaj ti misliš na takih? Jaz ponoči, če je kakšen veter, ne vem, koliko je ta odprt vzpon, se doskrat zgodi, da pač pride cela skupina na vrh gor. Ja, ponovadi je tudi prej, glede na to, kakšna najprej, a ne trasa, da ni glih neki huda. So klančki, ampak gor dol, se pravi, eden je to prve kategorije, tretje, druge, ne, pa je pa ta na koncu, ampak verjetno bo tako, da bojo prišli skup na klanc, na koncu pa kle Pogačar naredil resturu vse, kar bo. Čeprav, če ima sam 5% povprečno, pa se nima 5% sam. Kje si najdu, da ima sam 5%? Meni piše 5,9, oziroma čakaj, meni piše, ne, čakaj, že sam sem zmeden. Ko gledam sam klanc, ne vidim povprečja, ne vem, nimam sklep povprečja napisan, ampak je v bistvu od začetka... A ne, ta je, ja, cel vzpon je 21,9 pa 5,8, ampak če gledaš do 7 km do konca, je pa 7,8%. Ja, ker se kar stopnjuje, a ne? Ja. In je v bistvu tam na koncu ima 10%. Vmes se kar stopnjuje skozi 8, 9, tako da tukaj predvidevam, da verjetno Pogačar nekaj naredil, kakšno razlikco. No, zdaj pa, če sva mal čarovnika, pa napovedujeva ali jasnovica, pa napovedujeva prihodnost, pa če gledava, kar sva rekla
na začetku. Čau. Čak samo. Ajde, greva. Ja. Se pravi, Hočeva biti čarovnika, pa Ja. kar sva povedala na začetku. Pa... jasnovica, se pravi, če sem na začetku rekla, da bo Pogačar probal tole razturati v prvem tednu, kjer etape misliš, da so pisane pol na kožo? Tako, kot sem že vmes tudi pač rekla, ena je Se pravi, definitivno četrta? tale. Ja, čeprav najbolj sta mi meni potem, se pravi, 9. Ja? Pa 6., 7. Tako. Ok. No, evo, 4., 6., 7. pa 9. etapa, to v prvih 10 dneh, 9 dneh. Tako. Jaz tudi tako nekako mislim. Pa prolog ta prvi. Da bo, ja, a misliš, da ga bo hotel zmagati? Ja, on ali pa, Samo kaj je to tale karavan. mojster? Čak sam, da ga najdem. Tako je zdaj tudi zmagal na Kung. Štefan Kung. Ja, to bi bolj. Sicer ima sam, ker to ima sam 9,4 km in to je skoraj praktično šprintanje 9 km in Pa klepo ja, do saj. res kakšne močne mrge. A misliš, da kler takem recimo Van Aert nima šans? No, Kle, jaz, šans jih ima dosti. jaz klep recimo ne vidim, da bi jih to Pogačar zmagal. No. Ja, lej, bomo videli. Ja, mislim, sej, točno to. Ampak tako, bi prej rekel, da bo en mal bolj mrgast tole zmagal. Nič Tak. bo pol, ko pridem jaz nazaj, bova Pa pokomentirala za naprej, pa za nazaj. točno Kaj tako. se je dogajalo. Tako da Uh, štarta v soboto, a ne, Ja. Vuelta. Pri nas bomo itak v rdečem, bo lokal, a ne, cel, tako da lahko pridete pogledat. Mislim, da bo letos toliko v rdečem, kot do zdaj še ni bil. Tako da bil je bil. Ponavadi, kadar je Roglič vozil v Vuelto, smo imeli rdečega, pa tudi Rogliča. Imamo plakate v rdeči, a ne, tako da pač še tudi v lokalu je gor. Tako da ampak bo rdeč lokal in štartamo, mi bomo tudi v soboto nekaj še nisem sicer naredila čist plana. Verjetno glih prav izlet. Izlet so fantje rekli, da bi šli radi leta podpeljati. Tako da. To soboto. Ja, ka pol ne bo več toliko velik šans, da se ga Pa gre. kakšen cel letap bi oni šli odpeljati? Dolg. Ne vem, to je sama ideja. Zdaj je na tebi, da... Zdaj to treba, potem ne štartamo kle. Ideja. Ja. Vse do Kranja jaz je... ga glih nimam želje peljati letapa pred letapom. No, lej, to se te zmeni. Ampak ja, ne bomo izleta, kot izleta ne bo, zato ker ni ne tebe, niti Mirsada in v bistvu pol ne morem, jaz tudi, če naredimo izlet, pa pride 30 ljudi, sama ne bom. Tako da bo nekaj bolj manjša zadeva, štartali bomo ob 9, tako da tiska tole posluša, pa če se nam ponavadi pridruži na izletih, lahko pride. Bo pa definitivno malo težji izlet, pa s kakšnimi klančki. Ja. Zdaj, če se bojo pa toliko zmenili, da bi šli vsi radi ta letap odpeljati, ampak jaz ga glih se pravim, nimam preveč želje. Velorunde, torek, četrtek, to je to, če ne vdežja. Jaz upam, da ga navno. Ja. Ja. Dobro, to je to. To je to. Ti se pa lepo mej na dopustu, živi, sprost se, treneri, pa malo se tudi igrej. Ja, se je to. Ja, malo te Sam malo sabo. zabavi. Ne greš tam malo? Grem. Ja, no. Pa Dober. se igrej z Lego kockam. Sočki, uživite do naslednjič. Ajde, čau. Evo, to je to. Kdo pa bi šel odpeljati?